Opraševanje žuželk je nepogrešljiva ekosistemska storitev. Pomembna je tako za kmetijstvo, torej za predelavo hrane, kot tudi za naravo oziroma biotsko pestrost. Oboje je pomembno za ljudi. Opraševanje ne vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost pridelka. Na cvetovih, ki so bolje oprašeni, se razvijajo lepši, bolj hranljivi in bolj obstojni plodovi. Kakovost je v interesu tako kmeta, da lahko pridelek bolje proda, kot tudi potrošnika, ki si želi dobro hrano. Najbolj znana opraševalka je medonosna čebela, vendar še zdaleč ni edina. Zelo pomembna je tudi vloga divjih opraševalcev, ki so pogosto še bolj učinkoviti. To so čmrlji, v Sloveniji je bilo doslej najdenih kar 35 vrst. Potem ostale divje čebele oziroma čebele samotarke. V Sloveniji jih je več kot 500 vrst. Zlahka jih spregledamo, saj so nekatere velike samo 3 mm. Nekatere pa so tudi zelo velike. Največja je lesna čebela, ki je večja celo od čmrljev. Oprašujejo tudi muhe, hrošči, metulji, ose in druge žuželke. Ob tem se lahko vprašamo, ali tako pestrost opraševalcev potrebujemo, ali zadostuje že, če imamo in varujemo samo medonosno čebelo. Vedno bolj jasno je, da je pestrost opraševalcev ključna za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu. Divji opraševalci so namreč pogosto bolj učinkoviti. Čmrlji na primer so dejavni tudi v slabem vremenu, pri nizkih temperaturah, celo v dežju. Tako vreme pa pogosto v času cvetenja sadnega drevja. So tudi zelo hitri, v enakem času oprašijo 2 do 4-krat toliko cvetov kot čebela. Kljub hitrosti pa na cvet odložijo več cvetnega prahu. Zanje je značilno tudi stresanje cvetov, kar je pomembno za paradižnik, pa tudi za ameriško baronico in druge rastline. Tudi čebele samotarke so odlične opraševalke. Ker cvetni prah prenašajo na spodnji strani zadka, je stik s cvetom veliko boljši, kar je za opraševanje dobro. Ena samotarka lahko opravi delo kar 100 čebel. Seveda ima tudi medonosna čebela določene prednosti. Ker prezimuje v velikem številu, jih je že pomladi veliko. Zaradi čebeljih pridelkov pa je privlačna za gojenje. Zato je v Sloveniji več kot 10 000 čebelarjev. Kljub temu vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci. Za zanesljivo opraševanje je tako ključno, da ohranimo oboje, tako medonosno čebelo kot divje opraševalce. Brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Opraševalci so torej zelo pomembni, a tudi ogroženi. Medtem ko število medonosnih čebel narašča, v Evropi kar četrtini vrst čmrljev grozi izumrtje. Opraševalce ogrožajo predvsem pomanjkanje hrane, bolezni, nepravilna uporaba pesticidov, divje opraševalce pa tudi pomanjkanje mest za gnezdenje. Cvetočih, pozno košenih travnikov, kjer se opraševalci lahko hranijo in gnezdijo, je vse manj. Opraševalci so torej za kmetijsko predelavo zelo pomembni, a ogroženi. Vendar je v Sloveniji zaradi razmeroma pestre krajine v primerjavi z Zahodno Evropo potencial opraševalcev še vedno razmeroma velik, a slabo izkoriščen. Slabo izkoriščen, ker se kmetje premalo zavedajo njihovega pomena in jih ne znajo privabiti v sadovnjake, kjer jih najbolj potrebujemo. To so glavni razlogi za nastanek projekta Sadjarje za opraševalce in opraševalci za sadjarje. Cilj projekta je izboljšati prenos znanja v prakso na področju opraševalcev v sadjarstvu. S tem želimo izboljšati razmere za opraševalce v sadovnjakih in tako povečati zanesljivost in kakovost opraševanja. Projekt poteka pri 6 sadjarjih na različnih koncih Slovenije. Vodimo ga na Nacionalnem inštitutu za biologijo, vanj pa je vključenih še 7 drugih partnerjev. Projekt je 3-leten in traja od decembra 2018 do decembra 2021. V okviru projekta potekajo usposabljanja na temo opraševalcev in biotske pestrosti. Pripravili bomo tudi priročnik, da bodo te informacije širše dostopne. V sadovnjakih izboljšujemo razmere za opraševalce. Sadjarji so postavili 24 velikih gnezdilnih postaj za čebele samotarke. Čebele v njih že gnezdijo. Posejali so 50 vrst medovitih rastlin in tako izboljšali prehranske razmere za opraševalce.
ugotavljamo, katere so za opraševalce v naših razmerah najbolj uporabne. Sadjarji ohranjajo tudi cvetoče travnike, ki so najpomembnejši vir hrane in nudijo prostor za gnezdenje. Pokosijo jih šele v usta. Sadjarje redno obiskujemo, pri tem pa poteka prenos informacij v obe smeri, vsi se učimo eden od drugega. Skupaj gradimo opraševalcem bolj prijazen svet.